Pozdravljeni! Danes bo beseda tekla o predzgornjevalni komori v pogonskem sklopu bolida Formule 1. Skupaj si bomo ogledali, kaj to pravzaprav je in kakšne so nedvomne prednosti. Ko mi navdušenci prebiramo takšne in drugačne sestavke o pogonskem sklopu bolida Formule 1, je običajno mnogo govora seveda o hibridnih komponentah, o pretoku energije, o seveda samem turbokompresorju in še bi lahko naštevali. Ampak o motorju z notranjim izgorevanjem ponavadi ni toliko zapovedati kot o ostalih elementih. Ampak danes bomo videli, da praktično motor z notranjim izgorevanjem je tisti bistveni del, na katerega se pravzaprav vse ostalo nekako navezuje in da prav predzgorevalna komora je tista novost, ki temu delu pogonskega sklopa nekako daje dodatno perspektivo tudi v bodoče. In zakaj pravzaprav gre? Razumeti moramo, da v klasičnem motorju z notranjim izgorevanjem imamo seveda v 4 fazah razdeljeno vse gibanje. In seveda govorimo o 4-taktnem motorju. In te 4 faze se imenujejo sesavanje, kompresija, vžig in seveda ne nazadnje izpuh. Ampak razumeti moramo, da samo ena od 4 faz je tista ključna, tista, ki spreminja kemično energijo v kinetično. In govorimo o vžigu. Seveda v različni konfiguraciji motorja z notranjim izgorevanjem so pravzaprav te faze v posameznih vatih drugače razporejene. Tako da na glavno os praktično sila nekako prihaja čim bolj enakomerno in čim bolj harmonično. Ampak vžig je bistven. In zakaj danes govorimo o predzgorevalni komori? Namreč vsi mi dobro vemo, da za fazo vžiga je potrebna iskra. In to iskro daje vžigalna svečka. Ampak mešanica goriva in zraka se v trenutku, ko vžigalna svečka napravi iskro, nekako sekvenčno povzroči eksplozija. Torej najprej tik ob svečki in nato se seveda ta plamen širi do robov samega bata. In to seveda zahteva prvič določen čas in drugič določeno koncentracijo goriva. A v sodobni Formuli 1 se srečujemo z težavo varčevanja s samim gorivom. Torej, če bi nekako lahko dosegli to, da bi imeli v pravi zgorevalni komori malce nižji odstotek goriva, da bi bilo to gorjenje praktično bolj učinkovito, bolj popolno, bi lahko imeli isto moč in prihranili gorivo. Ali po drugi strani porabili prav toliko goriva in imeli več moči. In prav zaradi tega v sodobnih pogonskih sklopih Formule 1 imamo v motorju z notranjim izgorevanjem predzgorevalno komoro. In zakaj gre? Tam na sredini med ventili, kjer bi ponavadi pričakovali vžigalno svečko, imamo majhen prostor, v katerega prav poseben injektor vbrizgne malce bolj gosto mešanico.
In tu govorimo, da je goriva več in zraka prisotnega bistveno manj. Ta bogata mešanica predstavlja nekje približno 2% tistega goriva, ki bo porabljeno pri sami fazi vžiga. In na to imamo svečko, ki to zmes seveda prižge. In na to v predzgorevalni komori seveda nastane mešanica izjemno vročega plina, ki skozi šobe brizgne v pravo zgorevalno komoro, kjer se nahaja pa že pripravljena mešanica goriva in zraka, ampak v bistveno manj bogatem razmerju. Imamo bistveno več zraka in bistveno manj goriva. In sedaj govorimo o približno 98% vsega goriva, ki bo v tej fazi seveda porabljen. In ko brizgne ta vroči plin, lahko bi dejali neke vrste plazma, skozi te šobe v različne smeri, seveda vname mešanico bistveno lažje kot na začetku omenjena iskra, ki jo proizvede svečka. In zato si lahko privoščimo prvič boljše izgorevanje in porabo manj goriva z istim učinkom. Namreč razumeti moramo nekaj. Namreč moč vsakega motorja z notranjim izgorevanjem je odvisna od količine goriva, ki se porabi v določeni fazi. Ukolikor goriva ni, imamo lahko naprimer pogonski sklop v Formuli 1, ki ima 1000 ali več konjskih moči, ampak ne bomo imeli pravzaprav nič od tega, kajti brez goriva in s prazno baterijo bo pogonski sklop stal. In zato je potrebno iz samega goriva nekako pretvoriti iz kemične čim več kinetične energije. In prav tu stopi v veljavo ta prednost pred izgorevalne komore. Namesto same iskre, ki jo odda svečka, imamo nad samim batom pravcato poplavo vročih plinov, žarečih plinov, ki brez težav vnamejo seveda tisto mešanico, ki pa je razredčena. Razredčena, kar pomeni, da sodoben bolid Formule 1 v tisti tretji fazi porabi bistveno manj kot njegovi predhodniki. In sedaj govorimo približno od 10 pa tja do 30%. Vse odvisno od tega, kako učinkoviti so bili motorji z notranjim izgorevanjem pred tem. A marsikdo bo sedaj dejal, kaj nam to pomeni. Zgodba kot taka je lahko zanimiva za nekoga, ki mu je, na primer, tehnologija v bolidu Formule 1 bližje, ampak verjetno povprečnemu navdušencu to se ne zdi tako pomembno, da bi si nekako zaslužilo nek poseben prispevek. Danes ne bomo primerjali te tehnologije s tistim, kar smo videli morda pred 2-3 sezonama, ampak se bomo vrnili malce bolj nazaj, malce bolj v preteklost. Namreč z našo primerjavo se bomo vrnili v sezono 1988. Zakaj? Tudi takrat so bili v Formuli 1 silno polnjeni motorji, seveda s turbokompresorjem. In prav v sezoni 1988 je bila omejitev goriva na sami veliki nagradi. In takrat je bila ta omejitev postavljena na 150 litrov. In mnogi boste dejali, pa kaj, danes je omejitev porabe goriva na 110 kilogramih na veliko nagrado. Ampak pretvornik med maso in prostornino goriva je odvisno od temperature med 0,71 do 0,77.
Torej, če malce zaokrožimo, 110 kg je izjemno blizu 150 litrom, seveda odvisno od zunanjih dejavnikov. Že smo videli, da je zadeva primerljiva. Takrat so bili turbomotorji s prostornino 1500 kubičnih centimetrov, danes 1600, približno primerljiva zadeva. Takrat, v tisti zadnji sezoni, je bila omejitev tlaka v samem kompresorju postavljena na 2,5 bara. Danes imamo to prosto in videli bomo, zakaj je ta podatek tudi tako pomemben. A najprej bi bilo potrebno tudi primerjati približno moč tistega, kar imamo na štartnem razporedu danes, s tistim, kar je bilo na razpolago v sezoni 1988. Mnogokrat smo lahko prebirali, da pogonski sklop sodobne Formule 1 ima več kot 1000 konjskih moči. In verjetno vsakdo izmed nas je to novico prebral večkrat. A treba je tu razumeti, da gre za moč celotnega pogonskega sklopa, torej tudi tistega električno-hibridnega dela. Ampak tu nam na pomoč priskoči seveda tehnični pravilnik. Komponenta MGUK je omejena na 120 kW, kar je nekaj več kot 160 konjskih moči zaokroženo. In če vemo, da v sezoni 1988 so takratni turbomotorji imeli moč tam približno med 650 in 700 konjskimi močmi, in če od 1000 konjskih moči odštejemo približno 150, bomo videli, da razlika med tistim, kar je bilo v 80 letih in današnjim časom, je približno med 200 oziroma 150 konjskimi močmi. In sedaj lahko vidimo, da prav ta noviteta predzgorjevalne komore nekako sovpada s tistim, kar nekako smo povedali prej. Danes se v celotni dirki seveda porabi primerljiva količina goriva, ampak zaradi tega, ker je mešanica malce bolj na strani stisnjenega zraka kot samega goriva, lahko vidimo, da imajo bolidi Formule 1 tudi na razpolago več moči. In sedaj se bo marsikdo vprašal, kolikšna je v resnici ta moč, če primerjamo eno in drugo tehnologijo. Seveda, v desetletjih so se spremenili maziva in goriva, imamo drugačne tehnologije in ne moremo kar tako zadeve postaviti na eno in isto raven. Ampak vseeno, na začetku sem dejal, da turbokompresor je bil omejen na 2,5 bara v letu 1988. V današnjem času te omejitve ni, ampak viri poročajo, da seveda zaradi porabe ekipe imajo to vrednost nastavljeno približno tam med samo dirko na 3,5 bare. Med samimi kvalifikacijami se žijo tudi do 5, ampak 3,5 bare v primerjavi seveda z 2,5 baroma je približno, recimo temu, med 20 in 30 odstotkov. In sedaj lahko že razumemo, kje smo dobili to razliko. Namreč, ukolikor je tlak v samem kompresorju višji, pomeni več atomov kisika, ki seveda v mešanici z gorivom dajejo boljše rezultate in vidimo, da se določene vrednosti skozi celotno razlago ponavljajo. Prav zaradi te novosti lahko razumemo, da v samem motorju z notranjim izgorevanjem je prišlo do takega zvišanja učinkovitosti, da pravzaprav z isto količino goriva dobimo lahko tudi 20-25 odstotkov več moči. In tudi tu v tem delu je bil verjetno vzrok za tisti požar,
na Ferrariju Carlosa Sainza mlajšega na veliki nagradi Avstrije. Namreč razumeti moramo, da ta del je izjemno majhen. Namreč sistem uporablja izjemno majhno vžigalno svečko, seveda izjemno majhen pomožni injektor. Torej, ni čudno, če lahko med samo dirko pride tudi do kakšnih okvar in ukolikor projekt ni 100% zanesljiv pod sedanjim tehničnim pravilnikom, ga bo izjemno težko popraviti, seveda do tiste nove generacije, ki bo prišla na dan v sezoni 2026. Seveda, to je zgodba, o kateri se bomo pogovarjali kdaj drugič. Za danes pa smo, upam, da vsaj v osnovah razumeli, kaj je to predzgorevalna komora. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.